Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo spoznali prikupnega ter vedoželjnega volkca Wolfija, ki se nadvse veseli prvega šolskega dne v pravi šoli. Namreč čim prej se želi naučiti računati, pisati, brati. Tudi njegova starša se veselita dne, ko bo njun sin Wolfi prestopil šolski prag volčje šole, kjer se bodo naučili tuliti, pretepati, jesti kot pujsi in še kaj. Pred nami je zanimiva zgodba, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Volčja šola. Listi na drevesih so začeli rumeneti in bliža se začetek novega šolskega leta. To je čas, ko bo šel prvič v šolo tudi mali Wolfi. Izobrazba v njegovi družini je sila resna stvar. Glej, da v volčji šoli ne boš padel na sprejemnem izpitu, zagrmi njegov oče, strašni Wolf. Ja, reče mama Wolfa s drhtečim glasom. Sicer boš moral v pravo šolo, tisto, kjer se učijo brati, pisati in šteti. Pravijo, da je grozna. Wolfi ne razume, zakaj se njegovi starši tako bojijo prave šole. Sam bi se srčno rad naučil brati, pisati in šteti. Če bi znal brati, bi razumel zgodbe v knjigah, ki jih gleda, kadar se skriva v knjižnici. Potem mu ne bi bilo treba samo občudovati slik. Če bi znal šteti, bi Wolfi lahko vso noč štel zvezde na nebu. Ali vsaj tiste, ki jih vidi skozi okno svoje spalnice. Če bi znal pisati, bi lahko pisal pisma svojim starim staršem. Wolfiju se prava šola zdi enkratna, medtem ko čisto nič ne ve o tem, česa se učijo v volčji šoli. Zato vpraša svoje starše. Vse boš videl jutri, odvrne oče, ko bo sprejem za prvošolce. Takoj ob jutranjem svitu te bo odpeljala tja. Naslednji dan, ko potke še vedno prekriva megla, se odpravijo globoko v gozd in hodijo, dokler ne pridejo do najtemačnejšega in najbolj zastrašujočega kraja, kjer zagledajo neverjetno, neponovljivo, neprimerljivo, neopisljivo šolo po imenu Volčja šola. Zdaj ti bom pokazal, kaj vse se tukaj učijo, reče Wolf in potisne svoje prsti ven. V volčji šoli se najprej naučiš zavijati. Wolf skupaj z drugimi učenci začne zavijati. Au! V volčji šoli se naučiš jesti kot pujs, reče Wolf in to pokaže v jedilnici. Blesk, 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 fuj! Se sliši za mizo, ko volkci ugriznejo v piščančja bedra, preden izplunejo kosti na tla. V volčji šoli se naučiš poditi za drugimi, reče Wolf nasmejano, ko vidi, kako dva starejša učenca lovita mlajšega. V volčji šoli se naučiš pretepati, nadaljuje Wolf. In še najpomembnejše, naučiš se biti slabo vzgojen, zadovoljno zaključi Wolf. Krasno, kaj ne? Rečeta Wolf in Wolfa
ki je dobila solzne oči. Ja, odgovori Wolfi, ne preveč prepričan. Wolfi ne zna pojasniti, zakaj, tudi nikakor, in pod nobenim pogojem noče v volčjo šolo. Zdi se mu, da je ta šola za norce. No, zdaj pa pojdi in opravi tisti sprejemni izpit, mu z resnim glasom ukaže oče Wolf. Zelo lahko je, boš videl, ga skuša opogumiti mama Wolfa. Prepričana sem, da bo za mojega malega Wolfija to samo formalnost. Toda za Wolfija je bil preizkus prava kalvarija. Namesto da bi zatulil, je pred ocenjevalci komaj slišno zacvilil. Ko preden postavijo debelo kokoš in krof, izbere krof. Med tekom pade in si zvije gleženj. Boli, au. Med pretepom se izogiba udarcem. In pri preverjanju kletvic se ne spomni nič boljšega kot Ježeš. Odločitev je soglasna. Wolfi ni opravil izpita in ne more biti sprejet v volčjo šolo. Njegovi starši so obupani. Kakšna sramota, kakšna sramota, se pritožuje Wolf. Kaj bo s tabo, moj mali Wolfi? Objokana zastoka Wolfa. Ne preostane nama drugega, kot da te vpiševa v pravo šolo. Wolfi tako zdaj vsako jutro hodi v šolo, vendar skupaj z medvedkom, zajčkom, malo kozo, s prašičkom, srnico in še veliko drugimi živalmi. Kot obljubljeno se Wolfi nauči brati, pisati in šteti. Zelo hitro postane najboljši v razredu in je najsrečnejši volkec v gozdu. Wolf in Wolfa kmalu spremenita svoje mnenje. Wolfi namreč vsak večer iz svoje šolske torbe vzame slikanico, smukne med starše pod odejo in jima prebere pravljico za lahko noč. No, prava šola konec koncev sploh ni tako slaba. Ja, pa še res je. Bravo, Wolfi, za vztrajnost. Dokazal si, da je še kako pomembno slediti svojim sanjam, kljub temu, da nas pričakovanja drugih lahko ustavijo na naši poti. Vsak izmed nas je edinstven in prav je, da iščemo svoje mesto v svetu, kjer se bomo počutili dobro in bomo lahko sijali v vsej svoji svetlobi. Res čudovita ter zelo poučna pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku vas čaka še mnogo čudovitih pravljic, zato vas vabim, da pobrskate med pravljicami, ki čakajo samo na vas. Prijeten pozdravček prav vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam volčji pozdravček. Čau, čau!